Hej, moje ime je Jan in dobrodošli v drugem delu datumskih funkcij za napredni Excel. Zadnjič smo ostali v datoteki datumske funkcije na delovnem listu datumske funkcije 2. In sicer s funkcijo Network Days bomo izračunali, koliko je med dvema datumoma delovnih dni. Torej, ta funkcija bo ignorirala vse vikende in pa praznike, če jih bomo povedali, kateri ti so. Pa probamo najprej brez praznikov. Napišemo je enako Network Days, tabulator. Začetni datum bomo izbrali kar 1.1. Podpičje, končni datum pa bo 31.12. Vidimo, da ima funkcija še en argument prazniki, ki pa je dan v takšne oglate oklepaje. To pomeni, da funkcija deluje tudi, če tega argumenta ne damo. Pa potrdimo z Enter. In vidimo, da je v letu 2012 261 delovnih dni, če ne štejemo teh naših praznikov. Pa dajmo zdaj izračunati še, koliko je delovnih dni, če upoštevamo praznike. Napišemo spet Network Days, začetni datum je s 1.1, podpičje 31.12, podpičje in pa zdaj bomo pa izbrali te naše praznike. To tabelo s prazniki imamo ponavadi na nekem drugem delovnem listu z raznimi šifranti in podobno, tako da je malo nerodno, če moramo konstantno hoditi na drug delovni list in jih takole označevati. Zato sem v bistvu vso to območje poimenoval kot prazniki. Zdaj, če vas zanima, kako območje poimenujemo, imam video zgoraj za to temo. Pa potrdimo z Enter. Vidimo torej, da je v letu 2019 249 delovnih dni. Kaj pa dela zdaj tale funkcija networkdays.intl? Dajmo jo napisati networkdays.intl. Ta funkcija pa nam omogoča, da določimo, kdaj se ta vikend oziroma nek prost dan v tednu nahaja. Torej ni nujno, da imamo vedno prost dan samo soboto in nedeljo, lahko tudi nastavljamo te različne parametre. Pa dajmo spet označiti začetni datum, končni datum in tukaj bomo izbrali, kdaj se ta naš vikend nahaja. Torej prva možnost in enaka možnost, kot je v Network Days, je v soboto in nedeljo. Lahko pa imamo tudi recimo nedeljo ponedeljek, ponedeljek torek in pa vse različne druge kombinacije. Podjetja različno delajo, zato to obstaja. Pa dajmo tokrat izbrati za foro številko 3. Spet damo podpičje, zdaj bomo pa izbrali še praznike. Pa da ne rabimo zdaj spet označevati teh naših praznikov, zato ker smo jih poimenovali, lahko kar napišemo prazniki in nam že tukaj spodaj ponudi. Potrdimo s tabulatorjem, območje se označi, mi pa samo potrdimo z Entrom. Funkcija Workday pa izračunava končni datum, ko mu prištejemo določeno število delovnih dni. To je super za izračunavanje recimo datuma izvedbe neke dejavnosti, če obljubljamo, da bomo to storili v, 5 delovnih dnevih. Danes recimo četrtek, koliko je 5 delovnih dni od četrtka? Petek, ponedeljek, torek, sreda in pa spet četrtek. Funkcija pa lahko tudi upošteva praznike, če te praznike damo v funkcijo. Napišemo Workday, pa si dajmo tokrat odpreti pogovorno okno f od x. Izberimo začetni datum, pa dajmo za začetni datum vgnezditi funkcijo today. Napišemo today, oklepaj, zaklepaj. Koliko delovnih dni? Rekli smo 5. Kje se nahajajo prazniki? Ne bomo išli označevati, zato ker so poimenovani. Kako pridemo do vseh poimenovanih območij? S tipko F3. Izberemo naše območje in pa potrdimo z v redu. Da vidimo, če je pravilno izračunal. Danes je 29. avgust, seveda bo pri vas drugačen datum in pa rekli smo, da bi 5 delovnih dni moralo biti naslednji četrtek. In res je tako. Hello, Jan iz prihodnosti tukaj. Med urejanjem videa sem ugotovil, da sem pozabil izračunati še zadnjo funkcijo workday.intl. In raje kot pa da vas prikrajšam za eno funkcijo, sem se odločil posneti ta video pač brez kamere. Torej, workday.intl funkcija je v bistvu zelo podobna networkdays.intl. Torej, gre se v bistvu za isto funkcijo kot workday, le da lahko določimo, kdaj se ta naš vikend oziroma prosti dan nahaja v tednu. Napišemo je enako workday.intl, potrdimo s tabulatorjem, izberemo začetni datum, podpičje, število delovnih dni, ki jih želimo prišteti, to bo spet 5 delovnih dni, podpičje, določimo konec našega tedna oziroma vikend, pa dajmo izbrati tokrat številko
14. Potrdimo s tabulatorjem, spet podpičje in pa dodamo praznike, tako da kar napišemo prazniki tabulator, zaklepaj in pa enter. Pa oblikujemo še rezultat kot kratka oblika datuma, da bomo gledali tiste grde cifre. Zdaj pa nazaj k tebi, Jan, iz preteklosti. In tako smo s tema dvema videama pokrili večino datumskih funkcij, ki se nahajajo v Excelu. Zdaj, kje najdete še več datumskih funkcij, gremo na zavihek formule. Tu imamo knjižnico funkcij, kjer imamo zbrane čisto vse funkcije, no, ne čisto vse, ampak funkcije, ki so podprte v Excelu. In tu imamo, vidimo knjigico datum in ura, kliknemo na njo in tukaj so vse funkcije, ki jih lahko v Excelu uporabljamo in so podprte. Zdaj, kaj mislim kot podprte? Praktično vse funkcije, ki smo se jih do zdaj lotevali, so imele, ko smo vpisovali argumente, tukaj en oblaček z argumenti, ki nam je pomagal pri pisanju funkcije. Prav tako smo za vsako funkcijo lahko kliknili f od x in si tukaj pomagali s temi polji. Izjemno koristna funkcija, ki pa te pomoči nima, pa je funkcija dateDiff. S funkcijo dateDiff lahko izračunamo, koliko je med dvema datumoma let, mesecev, ki jih ostane od teh let, in pa dnevov, ki jih ostane od teh mesecev. To je z klasičnim odštevanjem in pa nekim deljenjem praktično nemogoče, ker nam vedno ostane nek ostanek. In pa še bolj pomembno, s funkcijo dateDiff je veliko lažje. Tako da se naročite na kanal, da naslednjega videa ne zamudite. Če vam je bil ta všeč, mu dajte prosim thumbs up, vedno sem vesel kakšnega komentarja, lahko pa spremljate tudi mojo Facebook stran Office tečaji.